4. smo, še četrtek je. Ja. In pol je Žana na živih živalih delala poskuse. Ja, en poskus, ki je sicer zelo pogost na spletnih omrežjih, na TikToku, naprimer, na Facebooku se je tudi že pojavljal, tako da. Takole je delala na nas. Če omejila nas je, še bolj kot smo ponavadi, na številke od 1 do 40. In pol smo se vprašali, na katero številko najprej pomislimo. In moj odgovor je bil 37. Klemen je rekel 7, kar nekaj klicev z vaše strani smo dobili, ste tudi rekli 37. No, naša producentka Petra je rekla 5, se mi zdi. Ja, dobro, samo nje ime Petra, ne, pa da ima Petko v imenu. Tudi podpisuje se ona 5 parazdravo napiše, tako da logično. No, zanimalo ju je, kako je to možno in zakaj ljudje vedno pomislimo na točno določene številke. Pa je Žana rekla, ja, se to je numerologija, te čirke čarke, ajde da vidimo zdaj, kva to pravzaprav je. Z nami je zato Lili Sorum nadaljavo in Lili, daj nam prosim povej, zakaj za Boga glih 37 pa 7, zakaj večina na to pomisli, a smo res tako eno telo ali kva? Opala. Zanimivo. Se pravi, 37 je zelo zanimiva kombinacija. Trojka ima energijo navihanosti, ustvarjalnosti, kreative, domišljije. Sedmita je pa zelo racionalna, se pravi perfekcionistična, natančna, picajzlasta. Kot 37 nas pa skupaj opozarjate, da kako zelo z lahkoto lahko te na videz nasprotujoče si energije združimo. Tako da mogoče tisti ljudje, ki se najprej spomnijo 37, rabijo ravno ta opomnik. Malo več združevanja sicer nasprotujočih si konceptov v življenju. In število 7 pa simbolizira pravičnost, resnico, čistost, nedolžnost, perfekcionizem, se pravi nek dvig kvalitete. Tako da jaz bi rekla, da mogoče vsi tisti, ki pa najprej pomislijo na 7, so pa sploh ljudje, ki jih mogoče zelo vleče v duhovne vode. In je to tudi neke vrste duhovno sporočilo. Kaj, te moti moj duh? Že zdaj? Ti pa nedolžnost, no, ta del mi je bil tudi kar zelo za nasmeh. Kaj si hotela reči? Poglej me pa reči, če ni to en nedolžen obrazek. Ja, gledam. Sam gledam lahko. Številke so očitno tiste, ki nam pomembno prepletajo in zapletajo življenje, tako in drugače, tiste na tarara, ne bondi. Nas pa zanima, kako si lahko z numerologijo pomagamo v vsakdanjem življenju. Na pomoč, Lili! Zelo težko je prav na hitro povedati, ki vse nam numerologija pomaga, ker je res ena taka fantastična veda, ampak bom probala. Se pravi, na prvo žogo takoj nas zanima, kaj nas čaka. Določeno leto, določen dan, določeno obdobje, kdaj je najboljši čas za poroko, za roko, selitev, odprtje posla, neko spremembo, nek nov začetek, mogoče tudi konec. Tukaj bom potem rekla odnosi, kombinatorika, razumevanje druge osebe, razumevanje karmičnih povezav, lekcij, mojstrskih povezav, pa tudi sicer, kakšen partner smo mi, kakšno osebo smo mi, kaj mi potrebujemo, kaj druga oseba potrebuje, se pravi, tukaj lahko zelo pomaga pri enostavno razumevanju tako sebe kot drugih, tudi naših staršev, naših otrok, težavnega šefa, dečne tašče, kogarkoli, se pravi. Osebnostna rast, kaj so naše lekcije, kaj tiste, v čemer smo dobri, pa mogoče tega ne znamo prepoznati, kako to negovati, v čemer smo mogoče malo slabši, kaj tisto, kar res je za nas in kaj tisto, kar ni za nas. Duhovna rast, karma, življenjske lekcije, kaj tisto, kar se naša duša uči v tej inkarnaciji, kaj se bo prinesla, kako to karmo premagati, kateri odnosi znova so karmični, zakaj se nam nekdo ali neki vzorec vedno znova ponavlja. Vzgoja otrok. Izbira imena za otročka, sprememba imena, izbira imena za posel, sploh pri poslu, trgovska znamka, lokacija, naslov, v glavnem področje je malo morje, ne vem sploh, če obstaja področje, kjer numerologija ne more pomagati. Pa Lili, a lahko z numerologijo napoveva, kaj se bo Žani zgodilo v prihodnosti? Sprav, kakor da pa malo šlogala, kako bi človek rekel. Seveda, sicer numerologija ni prerokovanje, to ni šloganje. Jaz ne moram vedeti, da se bo ta oseba zaljubila v to osebo in boste živela srečno do konca svojih dni. Lahko pa vem, kdaj je ta oseba v idealnem obdobju za nove začetke, kdaj pa so dejansko te spremembe, s katerimi se sooča samo nek modni trend, neka modna muha. Spravi, numerologija zelo pomaga razumeti, v kakšnem obdobju smo, katere prelomnice, na katerem področju in predvsem zakaj se nam obetajo in kakšne po vsej verjetnosti izid le-teh. Ne more pa povedati točno, katera oseba nam bo postregla mogoče z nekim prijetnim presenečenjem, a pa z nekim največjim izzivom. To pa ne. Zdaj pa vse vemo. Ti številke. 4. smo, četrtek je, 40, se pravi, to je obdobje bolečih križev. Očitno. Se ti še ni, kako da smo že v tem obdobju? Ne vem, Dober za poslušati. Sam da pride. Za pogledat.